Prehajamo na četrto točko, predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ZP-1 Zgornje Palovče, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 19, predlagatelj župan, poročevalca pa dr. Mitja Pavliha in pa Maj Jovanec. Besedo ima najprej dr. Mitja Pavliha, izvolite. Hvala za besedo, gospod župan. Za obravnavano območje je v veljavi odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik, ki za predmetno območje določa novo urejanje prostora ZP-01, kjer je namenska raba prostora SP, kar pomeni površine počitniških hiš. Pa mogoče bi jaz prosil kar Maja Jovanca, projektanta, da predstavi cel projekt, bo najlažje. Prosim, hvala lepa. Hvala, dr. Pavliha. Besedo dajem gospodu Maju Jovancu, predstavniku podjetja Delavnica d.o., ki je ta dokument tudi pripravila. Izvolite. Hvala, lep pozdrav še v mojem imenu. OPPN oziroma včasih zazidalni načrt, občinski podrobni prostorski načrt za območje Zgornje Palovče, obravnava območje, imamo gor na sliki, se pravi naselja Palovče, to je nad Kamnikom, toliko, da se mal postavimo v prostor. Gre za območje iz kamniške strani na vstopni strani naselja ali pa vasi Palovče. Gre za počitniško območje, ki je začelo nastajati tam nekje v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Se pravi, to je tale grozd objektov. Gre pretežno za hiše, ki so nastale kot počitniške hiše in ki pa so se tekom življenja bolj kot ne vse začenjajo počasi spreminjati v neko bolj kot ne redno bivanje. Izhodiščna arhitektura ali pa zasnova je bilo tole, kar imamo še na sliki. Se pravi, življenje je pa vsem pokazalo, da je to verjetno dovolj zanimiva lokacija za kaj več kot samo počitniško bivanje. Kot je bilo prej rečeno, to je tole območje, se pravi OPN, ki smo ga tudi že danes slišali, določa to območje z rumeno barvo, skratka to območje je zazidljivo z namensko rabo SP, se pravi počitniško namensko rabo. To je mogoče malo specifika in zato določa neke posebne pogoje. Hkrati pa zahteva, da se to območje ureja z OPPN-jem. Skratka, dokler ni sprejet OPPN, je to sicer zazidljivo območje, ampak se praktično ne more dobiti nobenega gradbenega dovoljenja oziroma nobene večje zadeve se ne sme delati. Zato se pripravlja zdaj OPPN na pobudo večino teh lastnikov teh vrzeli še. Počitniške hiše po OPN-ju imajo nekaj malega posebnih pogojev glede na ostale stanovanjske zadeve, predvsem seveda govorijo o nekem počitniškem bivanju in pa mogoče nekatere večje zahteve za več zelenih površin. Skratka, nižji urbanistični faktorji so, medtem ko ostale stvari veljajo, kar se tiče oblikovanja hiš, razmerje, naklon strehe, veljajo enako kot za ostale stanovanjske območje na območju Kamnika. Zdaj, s samim OPPN-jem si vedno poskušamo neke cilje definirati, skratka, poskuši se zapolniti te prostorske vrzeli, ki so tam v prostoru in pa poskusiti, kolikor se pač da, neko pogoje za neko preobrazbo tega območja za nek sodobni način življenja in pa ohranjamo pretežno zeleno površino. Če se še enkrat vrnemo na tole sliko, ki je mogoče najbolj povedna, skratka, tole so neke obstoječe objekte in v te prazne vrzeli se umešča nekje do 5 stanovanjskih hiš, nekako dodajamo. Zdaj seveda specifika glavna, zakaj je ta draž tega prostora, Palovč je ta spodnji pogled, ki se sicer slabo vidi, ampak tam je res lep pogled proti Ljubljani, proti kotlini. Območje je pa relativno zelo strmo, kar nekako kaže tale prerez. To hkrati omogoča, da seveda so ti lepi pogledi, da ima vsak ta lep pogled, hkrati pa seveda povzroča precej nekih tehničnih ali pa ne bom rekel zapletov, ampak bolj komplicirane rešitve so v gradnji v hribu, kot jih imamo, če smo v ravnini. Ureditvena situacija, če gremo zdaj tlorisno gledati, pa spet moramo imeti v glavi, da je to v naklonu vse skupaj. Svetlo sivo so obstoječi objekti, skratka, možno je dodati do cirka 5 objektov umeščamo.
z nekimi pogoji, ki veljajo tudi drugje v občini Kamnik, z nekimi zahtevanimi odmiki od ceste, od te notranje ceste, od gozda in praktično s pogoji, ki veljajo tudi drugje. Zdaj mogoče je samo ena specifika, da ne bomo šli preveč v detajle. Največ, tukaj ljudje živijo, tako da vsi so bili povabljeni, so sodelovali skozi javne razgrnitve. Največ dilem je bilo nekaj o prometnem napajanju, smo v hribu in seveda te prometne, se pravi imamo to glavno občinsko cesto, ki poteka po spodnji strani do Palovč pelje in potem sta dve notranji cesti, ki sta relativno ozki v hribu. Tako da razmislekov je bilo več, zapravi kako malo izboljšati ta standard, tako da na eni strani tole oranžno povečujemo območje cest, kjer so že danes izvedene, tako da skratka, že danes potekajo preko parcelnih mej, v tem delu pa zahtevamo širitev te ceste. Pogoj za gradnjo zadnjih dveh objektov je rekonstrukcija ceste v zadnjem delu te notranje ceste, za izvedbo obračališča javnega. Veliko je bilo ukvarjanja ali pa dilem, ta cesta notranja, ki napaja teh par obstoječih objektov, pa par novih, ima relativno zoprno, prometno zoprno križišče, se pravi, ni omogočeno obračanje oziroma vstopanje s kamniške strani. Potem smo naknadno preverjali še prometne rešitve, kaj bi pomenilo polno zavijanje, izkaže se, da so to relativno veliki prometni posegi, to je na spodnjo stran z neko 7-metrsko škarpo ali z velikim usekom v hribino na zgornjo stran, tako da kot neka racionalna ali pa tudi primerna glede na to, da je to relativno majhna prometna obremenitev, je potem rešitev, ki je zdaj not, skratka, da se samo izboljša z višinsko prilagoditvijo pa z nekimi malimi popravki tega obstoječega križišča. Rešitev ni idealna, ampak ker pač razvijamo v bistvu obstoječe območje, se zdi, da je to vseeno smiselno. Imamo res, to je govora bilo o tem križišču, ki je v naklonu, ampak ta obremenitev ni prav zelo velika. Tako da jaz bi na tem mestu zaključil, pa sem seveda na voljo, če bo še kaj treba. Najlepša hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Tle mi zanima, tole gledam, zanima me, kakšna je struktura samega terena. Zdaj, ne vem, tole je predvsej naklona, da ne bomo imeli spet čez enih, ne vem, par let pa same plazove, tako da upam, da je tam kakšen lapor, pa da je trd teren. Po drugi strani pa tudi zanima, se pravi, naročnik, a je naročnik OPPN-ja tudi plačnik, a je to na stroške občine, pa približno, koliko to taka OPPN stane. Hvala. Hvala, zdaj naročnik OPPN-ja je investitor, ne občina, tako da in tudi plačnik, zdaj kakšne so cene, ne vem. Glede terena pa še boste lahko odgovoril, če ne bo pa do druge obravnave. Izvolite. Terenno mogoče najprej. Tole je zdaj ena slika. Seveda so bile narejene geomehanske raziskave. Dva tipa terena imamo na območju. Tole je tale črta, ki ločuje desni pa levi del. Skratka, v tem delu je v bistvu kamnina, so skale in je to relativno stabilna in je to dobra podlaga. Drugačna slika je pa v temle delu, v tem levem delu, tole je ena manjša grapica, tudi z enim malim vodotokom. Tukaj pa so zahtevne geološke oziroma geomehanske razmere. Tako da zdaj sam OPPN predvsem predpisuje zdaj spet različne zahteve, nič posebnega, če smem poenostaviti za to območje, medtem ko za tole območje, ki pa vemo, da je bolj komplicirano, pa zahteva več geomehanskih raziskav pred vsakim posegom in določene omejitve, predvsem kar se tiče zadrževanja meteornih oziroma padavinskih vod. Se to velja tudi za to območje. Skratka, vsaka hiša mora imeti pred ponikanjem še zadrževalnik na določeno kvadraturo strehe, je treba toliko kubikov vode predhodno zadrževati, da zmanjšamo ta vpliv nekih nalivov. Drugače pa v tem delu to pomeni, da bo ta gradnja tukaj zahtevnejša. Tako da to načelno bo pa pač investitor se odločil, bo
bo precenil, se mora odločiti, oziroma vzeti v zakup to območje. Hvala. Še kdo? Besedo ima Matjaž Šparer. Dober večer vsem skupaj. Rečeno je bilo, da je tle manjši potoček, pa me zanima, če je bila narejena tudi hidravlična presoja za ta potok občasni. Hvala. Hvala. Besedo dajem še enkrat gospodu Maju Juvancu. Izvolite. Ja, hvala. Ne, posebne hidravlike ni bilo delano za potoček. Zdaj tukaj, to je nek vodotok, ki je zelo majhen, poveča se ob nekih večjih padavinah. Ima tudi eno specifiko, da je bilo to, oziroma da je še vedno zajetje, vodno zajetje, tako da tukaj je en mali, še na občinski parceli, en mali vodohram, ki napaja še tele spodnje objekte. Tako da zdaj, načelno se zdaj ne vtikamo, kako se napajajo z vodo, dajemo pa v OPN-ju možnost priključitve na javno vodovodno omrežje, ker je načelno nek standard, ki ga pač vsem hišam želimo ali pa moramo prostorsko zagotavljati. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ZP-01 Zgornje Palovče v prvi obravnavi in pa v drugi točki predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov proti 6. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.